Zdravo, ta prispevek k širjenju zavedanja je namenjen predvsem ljudem, ki hočejo zavestno prispevati k izboljšanju človeške družbe. Pripravil sem ga z zavedanjem, da se večina ljudi premalo zaveda izvirne človeške napake v vedenju, ki povzroča 99% vseh zlorab, ki se dogajajo v človeški družbi. Ta izvirna človeška napaka je ta, da se ljudje preveč podrejamo svojim miselnim in čustvenim vzorcem, ki izhajajo iz našega ega. Kaj pa sploh je ego? Za naš namen je ego definiran takole. Ego je energetska, miselno-čustvena tvorba navad in prepričanj v našem umu in telesu. Egoistične navade in prepričanja izhajajo iz napačnih in lažnih predpostavk o naravi obstoja. Posledice egoističnih navad in prepričanj se kažejo kot škodljiva ravnanja in zlorabe v človeški družbi. Zato je za učinkovito in trajno izboljšanje človeške družbe potrebno odpraviti vzroke za egoistične navade in prepričanja. Najpomembnejše poglavitno egoistično prepričanje, ki je napačno in lažno, je, da lahko spreminjamo druge ljudi. Izvirno dejstvo in pravilo je, da drugih ljudi ne moremo spreminjati, če tega sami nočejo. Odprava tega napačnega in škodljivega prepričanja pomeni, da se vedno zavedamo, da lahko človeško družbo spremenimo in izboljšamo samo tako, da spremenimo in izboljšamo sebe. S tem postanemo rešitev in zgled za okolico. Kaj menite, katere egoistične navade in prepričanja, ki izhajajo iz napačnih in lažnih predpostavk o naravi obstoja, še bistveno pripomorejo k škodljivemu ravnanju ljudi? Takoj za poglavitnim egoističnim prepričanjem so naslednja najbolj škodljiva vsa prepričanja, s katerimi si ljudje preprečujemo, da bi sodelovali po svojih zmožnostih povsod, kjer lahko sodelovanje večjih ljudi ustvari večji in hitrejši pozitiven učinek na izboljšanje človeške družbe. Kadar hočemo zagotoviti, da je človeško sodelovanje najučinkovitejše, se moramo držati zlatega načela in pravila, s katerim si vedno zagotovimo posledice, ki so najboljše za vso življenje. Kaj je torej zlato načelo ali pravilo? Zlato načelo pomeni naslednje. Druge obravnavamo in upoštevamo vedno tako, kot bi hoteli biti sami obravnavani in upoštevani, če bi bili na njihovem mestu. Da smo sposobni sodelovati skladno z zlatim načelom, moramo znati prepoznati, ustaviti in odpraviti vse lastne škodljive miselno-čustvene vzorce in navade, s katerimi povzročamo škodljive posledice za življenje. Najučinkovitejši in najhitrejši postopek za odpravo egoističnih miselno-čustvenih in vedenjskih vzorcev ter navad vključuje naslednje zdravorazumske aktivnosti. Aktivnost nič. Zavedno dihanje, s katerim si pomagamo usmeriti pozornost v sedanji trenutek. S tem si tudi lažje omogočimo učinkovito in samoodkrito preučevanje lastnih misli, čustev, navad in njihovih posledic. Aktivnost 1. Samoodkrito izpisovanje opažanj o vzrokih in posledicah lastnih miselno-čustvenih vzorcev in navad, ki so škodljive za življenje. Druga aktivnost. Zavestno in resno samoodpuščanje vseh vzrokov za lastne miselno-čustvene vzorce in navade, s katerimi povzročamo škodljive posledice za življenje in odnose. Da nam je lažje, si samoodpuščanja najprej zapišemo in jih nato izgovorimo brez čustvenih reakcij nanje. Če se nanje čustveno odzivamo, uporabimo samoodpuščanje tudi za odpravo čustvenih odzivov. Aktivnost 3. Praktično udejanjanje samopopravkov, s katerimi nadomestimo prej odpuščene miselno-čustvene vzorce in navade. Tudi te si najprej zapišemo in jih nato izgovorimo brez čustvenega odzivanja. Tako, ko smo sposobni uporabljati naštete zdravorazumske aktivnosti,
smo vzpostavili primerno stopnjo zavedanja, na podlagi katere smo sposobni učinkovito sodelovati z drugimi ljudmi za zdravorazumske spremembe človeške družbe na bolje. Prebujenje, razsvetljenje in koristne spremembe ne padajo z neba. Zanje se moramo potruditi in vložiti ustrezno delo, s katerim dosežemo koristno samospremembo in posledično izboljšanje človeške družbe. V pričakovanju sodelovanja z zdravorazumskimi soljudmi vas spodbujam k korajžnemu samousmerjanju in zdravorazumskemu sodelovanju. Vsem ostalim pa želim še naprej veliko sreče.